Z nama pa glasbenik, ki mu je recimo tale zvok popolnoma domač. Prav srbijo me zobije, jaz tega ne morem poslušati. Ja, bom zaprl, evo. Ampak kje to sploh najdeš v tej bazi zvokov? To imajo. Spremljali smo tvoje delovno okolje. Ja, ste ga posneli. Ja, mimo grede, Gregor Ravnik, tudi poleg pevca, tudi zobozdravnik. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Kolikrat si naju Susko že pogledal v zobe? Jaz vedno vse pogledam najprej v zobe. Aha, kaj ti povejo naši zobje? Da imate res lepe zobe. Lepe zobe, hvala lepa. Ampak veš, da si na Goriškem dobil eno zelo močno konkurenco na področju zobozdravstva? Povej več. Povem več. Ja, slovensko Miss Universe, Hano Cloud. Ja, ona je sicer mlajša od mene, ampak a dela ona v ambulanti? Ja. Dela. No, jaz več ne delam, tako da. In menda ima zelo veliko gužvo, pravi. Bi rekel. Vseh misici. Bi rekel. Ampak v glasbi ostaješ med prvimi, v veseli december si skočil svojo novostjo, Moj božič si ti. Kdo, Gregor, kdo je oseba, ki tole prepevaš? Poslušalka čaka odgovor. No, bom pa zdaj vse skupaj razočaral. In moj božič si ti ne pomeni nujno, da je to oseba, ljubljena. Lahko je to družina, lahko so to prijatelji, poleg ljubezni. Vsak si najde svoj božič, lahko je tudi hišni ljubljenček. Zelo lepo. Zasledila sem, da zdaj s to pesmijo si napovedal tudi nov album, božični. Kaj zdaj ima Mariah Carey, se ji tresejo kolena, kako je zdaj to? Drugo leto nima šanso. To je bilo še skrivnost, ampak dajmo povedati. Ne, se hecam. Ja, nekako je v planu, mogoče prihodnje leto že, da se naredi še več božičnih, še več prazničnih pesmi in to zapakiral en tak lep. Tako da, jaz bom poklical Marajo, če bi naredila en duet z mano, potem pa da vidimo. A boš še leto si zdal kako božično ali boš drugo leto nas okupiral samimi božičnimi? Drugo leto nas okupiram. Drugo leto prije z Mariah Carey. Tako, ja. Obljubim, da boste prvi doživeli to premierno tle z Marajo. Premierno, evo, smo zabeležili, imamo že v arhivu. Ja, ma na hitro, ker na Sandi nas bo prekinul. Čakajte. Polovičko pesmi. Danes vas pustim, še dodal bom kako minuto na koncu, da bo zasigurno. Kako se sliši najnovejša, bo jasno zdajle. Gregor Ravnik in Moj božič si ti, na kitari pa ga seveda spremlja Marko Hrvatin, brez katerega to jutro ne bi bilo popolno. Izvolita. Wow. Pada sneg preko streh, se z vetrom igra, pada noč, dan gre proč, samo še mi dva. Zdaj ne rabim ljudi, da mi je lepo, dovolj si mi ti. Zame je božič, lahko mi verjameš, če boš tu ta večer, če me dobro objameš. Pesem odmeva in bleščijo luči, moj božič si ti. Spet je tu tisti čas, srce zaigra, prižgale so se luči in tisoč želja. Zdaj ne rabim ljudi, da mi je lepo, dovolj si mi ti. Zame je božič, lahko mi verjameš, če boš tu ta večer, če me dobro objameš. Pesem odmeva in bleščijo luči, moj božič si ti. Si ti. Zdaj ne rabim ljudi, da mi je lepo, dovolj si mi ti. Zame je božič, lahko mi verjameš, če boš tu
ta večer, če me dobro objameš, pesem odmeva in bleščijo luči, moj Božič si ti. Si ti. Zunaj sneži in na tisoč luči, moj Božič si ti. Si ti. Sta končala, lahko sprožim aplavz. Lahko, a ne? Ja. Avtor skladbe je tudi z nami, Marko Hrvatin, menda pravijo tako, in kot vsaka božična je tudi tale nastala poleti. A je tako, Marko? Bravo. Ja, vidiš ti. Mim grede vajino sodelovanje, menda letos praznuje okroglih 10 let. Bravo, ma ti vse veš. Jaz vse vem. Ja, 10 let od prvega nastopa, na katerem sva se v bistvu spoznala. In to je bilo kje? V Ankaranu. V Ankaranu. A mislite, da se dobro poznate med sabo? Ja, jaz mislim, da ja. Ja? Ja, Marko? Bom pa videli. Marko, bo treba dol stova, veš, da prej bliže mikrofonu. Ne dvigni gor mikrofon. Ne, stoj mi zdaj govoriti te tehnike, ko sem si jo jaz mislil. Ja, tako. Evo. Ja, potem ne bo kamera ujela. Ja, kamera te ne vidi, dvigam se. Ja. Joj, Bo treba Sandi, se- kaj delaš? No, ne, pomahal. Dobro, tokrat me pustiš igrati, Naša ampak vodja res me hišništva. pregajaš. Ja. Evo. Bomo preverili v posebnem kvizu, kako dobro se poznata. Suska, Ja. izvoli. Wow. Imamo Pripravila radi sem- kvize, ja. oprostim. Da nas vodi jaz, kviz ne vodi Sandi, tako da sta lahko mirna. Končno. Imamo nekaj trditev, vidva pa bosta določila, kateremu se določena trditev, na katerega se bolj navezuje, razumemo? Ja, Gremo. razumemo. Gremo, pazi. Kateri od vaju bi preživel 3 dni nekje v zasneženem gozdu? Ne vem, kot skaut. Kateri bi prej, recimo, to naredil? Ja. Jaz, Gregor. Gregor. Res, Gregor. Zakaj pa? Jaz mislim, da bi se bolj znajdel, tako pa bi najdel za jest. Marko bi tam svojo kitaro špilo, pa čakal, da ga pridejo iskati. Dobro. Kateri bi doma prej kaj pozabil? Gregor. Gregor, a res, kaj pozabiš ponavadi? Ponavadi ključe od stanovanja in se zaprem ven, ker imam tako kljuko v stanovanju, da enkrat, ko greš ven, je to, ne? Če si pozabil ključe noter, si se Konc. zaprl. In lih prejšnji teden sem mogel do Markota na obalo iti po ključe. Dobro, se Kaj, strinjaš. ti imaš njegovo rezervo. Ja. A res? Ja. Bravo. Kateri bi recimo skuhal boljšo novoletno večerjo? Marko je kuhar po A ti si po kuhar? izobrazbe. A res, lepo. Mislim, marsikatero izobrazbo imam, samo kitaro sem se učil sam pisati. Aha, ja, se sliši. Ej, drugače, ti mi povej. Ti mi povej, kaj bi pripravil za novoletno večerjo? Ne, za novoletno res upam, da ne bom kuhal, oziroma si vsako leto želim bolj na špil, za božič pa zelo rad kaj skuham. No. In tudi Ja, letos povej bom. kaj, Marko, Ne, nekdaj. letos bi delal in bom, je v planu delati surf and turf, no, in to z... Meso z ribo, riba in goveje, ali kaj? Jaz mislim delati biftke z tak. Ribo. Dobro, Surf and turf. odlično. Surf and turf. No, zdaj pa, kateri bi prej zamudil na tonsko vajo? Gregor. Zakaj spet Gregor? A ja, Ja, ker je mene šel tudi po ključe zanima, na zakaj. obalo. Ne, Ja. ne, jaz, če bi to vprašal 2 leti nazaj, verjetno bi rekel... Je pa res, da ta teden, ne prejšnji, zdaj v soboto smo imeli koncert v Izoli in sem jaz prišel prej na tonsko kot ti, recimo. Tako da. Ja. Dobro. Bravo, bravo. Kdo bi prej dobil skrivno sporočilo oboževalke na odru, recimo? Skrivno. Ne, Lahko. Gregor. Dobro, jaz sem že kakšnega dobil, Marko pa tudi. In kaj je pisalo? Kaj je pisalo? Hvala za lepo glasbo. Joj, kar nekaj, te gremo naprej. Pokvari zdaj tega vzdušja. Zanima nas pa, kateri bo določil naslednji komad, ki ga bomo slišali. Ga je že Jaz sem Gregor. ga, A absolutno. ja, in si se mogel prilagoditi, a ne? Ja, se mi zdi, da je ta komad, ki si ga ti prekinil, tako da ga bomo danes A ja, slišali. v celoti. Dobro, dajmo ga slišati v celoti. In to je kateri komad? Vzemi, kar ima. Vzemi, kar imamo. Da ti vrneva. Iz studia Radia Robin. Že dolgo nisem tvoj,
dolgo že bijem boj, dalek si stran, težko mi je sam. Če tudi sem te izgubil, isto bi ponovil trenutke vse zaupanje. Dan za dnem spet si lažem, ko drugi čas ne kradem in čakam, da ti me oživiš. Vzemi, kar imam, ker veš, težko to dam. Prepozno sem dojel, kaj v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najin mali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Rad bi bil zopet tvoj, rad bi končal ta boj. Nočem biti sam, brez tebe ne znam. A dan za dnem spet si lažem, ko drugi čas ne kradem in čakam, da ti me oživiš. Vzemi, kar imam, ker veš, težko to dam. Prepozno sem dojel, kaj v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najin mali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Lahko ploskaš, Sandi. Vzemi, kar imam, ker veš, težko to dam. Prepozno sem dojel, ko v sebi sem imel. Vrniva se nazaj v najin mali raj, kjer je še lepo, kot je prej bilo. Vse bi dal za to. Ja, po jutranjih oblakih se je razjasnilo, ves teden sonček, tudi prijetno visoke temperature, previsoke pravijo za ta letni čas, oziroma za 8. december do 14 stopinj, na obali še več, ne hoditi za na obalo, ne hodite kje. Trenutne jutranje od 2 do 9 stopinj. Želite kaj dodati? Ne, smo te hoteli prekiniti, Aha, si že skoraj končal. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. Pa še skok na naše ceste, lahko poveš, da ni nič na naših cestah? Nič ni na naših cestah posebnosti, previdno in varno. Dejta povedati, kakšna ljubitelja veselega decembra sta, že stoji smrekca, še čakate? Absolutno, jaz začnem že zadnji vikend v decembru, tako da je novembru, tako da je decembra že vse okrašeno in do konca januarja mora biti lepo vse. Do konca januarja? Absolutno. 27. januarja je do 2. februarja. Res, wow. Marko? Pa pri nas tudi, sam še lučke na balkon moram dati. No. Se nimaš jelke ti še? Mislim, jaz sem jih sam prinesel, moja žena je nima. No. Nema, A je okrašena že? Ja, okrašena. Zdaj se je oženil, zdaj je okrašena. Ja, to je res. Sicer, kakšne barve? Kot vidite, rdeče, zlata. Tako, tradicija, ne? Tradicionalno že po moje 3. leto. Ja, drugače zimzeleno vprašanje za Božič, sta doma? Ste doma, smo doma. Ste doma? Ponavadi je Božič tisti dan, ko med celim decembrom, ko smo glasbeniki povsod, na vseh odrih tega sveta, smo si za Božič vzamemo malo časa za družino, za prijatelje in vsaj takrat če smo starši doma. ne delajo, verjetno. Če starši ne delajo, smo doma, če pa ne delajo, smo pa tudi doma. Greste k polnovčnici? Ali? Ja, jaz grem letos, recimo. Tudi poješ?
Tudi pojem letos. A res? Ja, Wow. na Ljubljanskem gradu. Vabljeni. Kakšni so plani še do konca leta, evo še za konec? Kar nekaj koncertov nas čaka. Na Obali smo bili prejšnji vikend zadnjič, zdaj smo pa drugi konec Ormož, imamo ta vikend pa Krško naslednji. Jaz sem gost na številnih pihalnih orkestrih, tudi v Ajdovščini v soboto. Tako da nas čaka še kar nekaj odrov in koncertov in nastopov in dogodkov in smo veseli, da je tako. Pravilno. Evo, kakšne so želje, plani za 2026, poleg božičnega albuma že od avgusta naprej? Čim več glasbe, čim več ustvarjanja, čim več koncertov, da čim več ljudi spoznamo in da oni nas poznajo in da se spet vrnemo na Radio Robin. In da nas bo Sandi čim manj prekinjal. Tako, ne bom vas več prekinjal, mogoče bo najboljše, da vas sploh ne povabim, pol ne pride do prekinjanja. Bravo! Ne, to pa bo kar to zdaj, ne. Moj tebe ne bo, ne nas. Moj božič si ti pa tista, katero bomo poslušali do naslednjega leta. Gregor Ravnik, avtor pa seveda Marko Hrvatin. Hvala za družbo v našem studiu. Hvala vam. Srečno. Se vidimo kmalu. Čau, čau. Ciao.